V bistvu smo lahko neizmerno srečni, veseli, zadovoljni, zato ker je rak materničnega vratu eden redkih rakov, ki ga dejansko znamo preprečiti. Da imamo primarno preventivo, to pomeni cepljenje proti virusu HPV, ki je prisoten praktično pri vseh najpogostejših oblikah raka materničnega vratu. Imamo tudi odlično sekundarno preventivo, to pomeni, da znamo z enostavnimi preiskavami odkriti predrakave spremembe in jih zdraviti, preden iz njih nastane rak. Na ta način v razvitem svetu zelo pada obolevnost z rakom materničnega vratu. Tudi v Sloveniji se je po vzpostavitvi ZORA programa prepolovila. In zaradi tega je v bistvu na nek način žalostno, da sploh še imamo ženske, ki zbolevajo s tem rakom. To je v bistvu na novo ugotovljen tumor pri ženski, ki je zakrvavela v pomenopavzi. Če je minilo več kot 1 leto od zadnje redne menstruacije v življenju, se vsaka krvavitev šteje kot pomenopavzalna krvavitev in ta mora vedno biti opredeljena. Včasih ženske zakrvavijo samo tako, da imajo recimo krvavkasti izcedek na straniščnem papirju, pa niti ne na vložku, pa mine, ampak je tudi v teh primerih realna možnost, da ima prisotno maligno bolezen na maternični sluznici in se zato svetuje pregled pri ginekologu tudi pri par kapljicah pomenopavzalne krvavitve. Ta gospa, na primer, je zbolela s pomenopavzalno krvavitvijo in nekim tiščanjem v spodnjem delu trebuha in v bistvu ima rak, ki je nažalost že razširjen tudi na jajčnik. Recimo, da 10, 15, 20 let niso šle k ginekologu. Te gospe ponavadi zbolijo ali z bolečinami v trebuhu, ali z krvavitvijo iz nožnice, ki ni normalna menstruacija, ali imajo težave z odvajanjem vode, z odvajanjem blata. Lahko jim zastane voda v ledvici, ker pač je spodaj rak napredoval. Te gospe imajo nažalost precej slabo prognozo. In praviloma, praktično iz zasebnih izkušenj ne spomnim, da bi našli napredoval rak pri ženski, ki je redno hodila na ginekološke preglede. Ko zboli ženska z rakom materničnega vratu, mlajša ženska, ki še ni rodila, je to za njo res hud stres. Poleg tega, da se ustraši za svoje življenje, za svoje preživetje, in ko se nekako potolaži, ko vidi, da mogoče ni zbolela s tako boleznijo, da bo kar takoj umrla, začne seveda takoj razmišljati, kaj pa rojstvo otrok, ki jih še nimam. In potem, ko nekako nam uspe to zgodbo uspešno izpeljati na ta način, da ženska gre z dojenčkom domov, je v bistvu to še toliko lepše doživetje, kot zgolj pozdravitev raka. Smo nekako se pogumno skupaj odločili, da smo šli v zaenkrat še nestandardno zdravljenje, vendar z podatki iz raziskav, da bi lahko bilo varno, in je gospa prejela najprej kemoterapijo in kasneje je imela odličen odziv, tumor je praktično povsem izginil, tako da smo lahko v bistvu jo kirurško tako zdravili, da je ohranila maternico in je letos šla za zdravim dojenčka domov iz porodnišnice, je bila tudi ena taka lepa ganila zgodba. Ja, se je poslala čudovito slikico njenega malega sinega. Važno je, da se redno pride k ginekologu, pa je skoraj vse rešljivo.